Po 17 dneh so se Koprčani vrnili v Ljudski vrt. Povratni polfinalni dvoboj pokala Hervis je razvnel strasti, dvoboj starih znancev, že 6. v letošnji sezoni pa je tudi tokrat postregel s vsemi elementi razburljive predstave. Gostje so se želeli maščevati za odvzete sanje o nastopu v finalu, za domačo ekipo pa je šlo za daleč največji motiv, možnost potrditve naslova prvaka. Zelo nervozna tekma z obeh strani. Pri nasprotnik je pač z veliko prekrški oziroma z veliko zavlečevanja umirjal igro. Mi pa po prvih dveh, treh napačnih podajah smo totalno izgubili nit. Enostavno je bilo prisotnega v prvem polčasu v naši igri preveliko straha. Fantje so se skrivali, nasprotnik se je enostavno postavil na svojo polovico in tu smo bili nemočni. V drugem polčasu drugačna slika, tu so se stvari popravile. V tem delu igre smo tudi zadeli in bili boljši nasprotnik, vendar kljub temu je ta prvi polčas nerazumljiv. Moram reči, da se je danes videlo, da so fantje precej obremenjeni, vendar sem prepričan, ker je tako rekoč vsako tekmo potem ta drugi polčas veliko boljši, da bomo zmogli. Cvijanović kot prvi do grožnje proti koprskim vratom. Žoga se je po udarcu odbila nazaj do Hadžića, protesti, da ga je žoga zadela v roko, niso zalegli. Sledilo je nekaj uspešnejših koprskih minut, ki so gostom tudi prinesle vodstvo. Najprej je Osterc v protinapadu šel branilcem, a ga je na robu kazenskega prostora dohitel Dodlek in mu z uspešnim drsečim posredovanjem izbil žogo. Iz naslednje akcije pa vodstvo gostov. Po odvzeti žogi na svoji polovici igrišča so s hitro akcijo prišli do kazenskega prostora, Bubanja je obšel vratarja Radana in spravil žogo v mrežo. Začel se je lov na izenačenje. O prvem poskusu je Velikonja padel v koprskem kazenskem prostoru, sodnik Tošeski pa je njegovo potezo označil kot poskus izsiljevanja 11-metrovke in mu pokazal rumeni karton. Iz te akcije po levi strani bi se lahko zgodilo kaj več. Cvijanović za Velikonjo, toda udarec v koprski obrambni blok in žoga se je odbila do vratarja Hasića. Nato Majer do Dodleka, predložek v kazenski prostor, Velikonja z glavo, Hasić brani. Strasti so se povsem razvnele v zadnjih trenutkih prvega polčasa, po kombinaciji Da Silve in Vilerja. Struna je na robu kazenskega prostora s prekrškom ustavil Vilerja. Po dolgi, burni razpravi je sodnik obetavnemu Struni pokazal še drugi rumeni karton in s tem pot v slačilnico. Zaradi ogovarjanja pa sta porumenela še Đukić in Guberac. Ko so se gostje umirili, je Mezga izvajal prosti strel. Nameril je proti desnemu kotu, Hasić pa z uspešnim posredovanjem odbil v kot. V drugem polčasu najprej dva mariborska poskusa z glavo. Obakrat Tavares, prvič po kotu, drugo pa po spretni akciji, ki sta jo izpeljala Da Silva in Viler, toda ni bil dovolj natančen. O podpori s tribun se je šlo v napad z dodatno energijo. V zaporednih hitrih akcijah najprej Cvijanović za Velikonjo, Hasić je odbil v kot.
Za njim pa je stekel proti vratom in zaključil akcijo Da Silva, koprski vratar na pravem mestu. Pritisk se je stopnjeval in obrodil sadove. Mes ga je ogrel dlani vratarja Hasića, ki je žogo odbil v kot. Po vztrajnem ogrožanju vrat pa izenačenje. Podal je Da Silva, Velikonja pa z glavo zabil za 1-1. Tisti njihov prvi gol nas je malo presekal, nismo tega pričakovali. Sicer smo pa nekako prevladovali celotno tekmo in škoda pač. Zgodi se vsakemu napaka, ampak dobro, na koncu smo odnesli točko. Sigurno, vsaka tekma je pomembna. Zdaj, tukaj v Mariboru je treba iti vsako tekmo na zmago. In tudi sam skozi celotno kariero nisem nikoli sploh pomislil, da bi o čem drugem razmišljal pač pred tekmo in tako je bilo tudi tokrat. Škoda, ker nam ni uspelo, ampak pač bomo sigurno uspešni na koncu sezone. Ja, mogoče pač malo več mirnosti, kot bi pač prinesel poraz, ampak še vedno moramo biti 100% in pač v zadnjih 2 tekmah oziroma 3 nam tudi pokal odigrati še boljše in zmagati. Končnica po znamenju poplave kartonov. Po izključitvi Dodleka so bile moči izenačene, sodnik mu je najprej po prekršku nad Kovačevićem pokazal rumeni karton, nato pa izvlekel rdečega. Toda hitro spet številčna prednost za vijoličaste. Djukić je med prodorom zbil na tla Mezgo. To je pomenilo drugi rumeni karton za koprskega branilca in pot z igrišča. V želji, da bi prišli do zmage z mariborske strani, še poskus Tavareša. Majer je podal z desne strani v 5-metrski prostor, Hasić pa je kapetanu uspel preprečiti namero. Podobno kot na drugi strani Radan v navezi z obrambo Marjanovićevo v podaljšku, ki je trajal kar 5 minut. Prvi polcajt je bil malo slabše, drugi polcajt je bila dobra igra. Ko sem prišel noč igrati, malo razživela, imel se igrati za manj čas, bilo mi je dosti lažje igrati. To zaslužili bi se 3 pike. Boj za naslov torej po tem neodločenem rezultatu še ni odločen. V naslednjem krogu odhaja vijoličasta odprava na gostovanje v Ajdovščini.